uničevanje. Podobno temu, da nekdo reče, danes posekajmo jablano, jesen bomo pobirali plodove. Tega v naravi ni možno. In ko sem govoril iz izkušenj iz Mercatorja, in na to sem ponosen, da je danes tudi donator in sponzor teh 8 let, je osnovna ideja bila spoštovanje vsakega človeka, vsakega sodelavca in vsak naj odpravi svojo nalogo in potem bo družba šla naprej. Danes me poskušajo mnogi učiti iz vlade o gospodarstvu, pa so podjetje videli samo od zunaj, ko so se peljali mimo podjetja. Jaz si tega niti ne želim dopustiti, niti pustiti, da ne uničuje te lepe spomine sodelovanja med vsemi zaposlenimi. Po 30 let dela v gospodarstvu sem imel priložnost že 6. leto voditi največjo občinsko upravo Mestne občine Ljubljana. In vas danes sprašujem, ali so javni delavci, tisti, ki upravljajo svoj posel dobro, nepotreben strošek? Ali to lahko rečemo za gasilce, ki so reševali Slovenijo pred poplavami pred letom pa pol? Ali to lahko rečemo za policiste, ki jih potrebujemo, kadar pride do nesreče na cesti? Ali mogoče za naše učitelje, ali vzgojitelje, ali zdravstveno osebje? Ali lahko to rečemo za vse tiste, ki delujejo po občinskih upravah in javnih upravah in skrbijo, da delo dobro teče? In moj odgovor je, da je treba vsakemu delu poiskati in ta program, ki ste ga volili v lanskih predčasnih volitvah in ki je dobil največ glasov, pa pač nismo sestavili vlado, ampak o tem, da je drugič, ne danes, čas bo že prišel. Ta program je predvideval tudi zmanjšanje primanjkljaja za 800 milijonov in danes ga vladi še enkrat ponujamo, ampak na praktično mnogo manj ali celo neboleč način. Na strani prihodkov polovica in na strani odhodkov polovica. In dogovor, ki je bil z 4 strankami 7. januarja, z SD-jem, z Desusom in Državljansko listo Gregorja Viranta, je, da se masa plač zniža letno samo 2%. In to je zadostovalo. In se sprašujem, kaj se je spremenilo od 7. januarja do 1. maja, da to več ni dobro, ampak je treba kar 10% znižati plače. Ne dopustiti, da kdorko razvaja in razdvaja naše ljudi na tiste, ki ustvarjajo v gospodarstvu in na tiste, ki ne bili sam nepotreben strošek. Ko sem trdil, da z rezanjem samo na strani odhodkov prihaja do odmiranja države, praktično vsako leto bomo več rezali, so se mnogi zmrdovali. Ampak danes lahko tudi preberemo, kaj pravi profesor Štiglic, Nobelov nagrajenec, ki zelo preprosto trdi, da nobena država, nobena bolehna država ni ozdravela s tem, da so se rezali socialni transferji, pokojnine in plače. In naša naloga je vse skupaj, ki delujemo na te področji, da vsakemu zagotovimo delo. Vsak je odgovoren, da svoje delo opravi dobro. Če samo dodam še na te ukrepe, ki smo jih predvidevali, vsi smo govorili takrat v volitvah o državnih velikih delih. 3. pomol Luke Koper, 2. tir železnice, 3. razvojna os v Belo krajino in na Koroško, hidroelektrarne na Savi. Teh del je za 11 milijard. In če gledamo predlog vlade, predvideva, da se bo povečal izvoz za 3%, da bo osebna potrošnja ostala na nuli, ampak da bodo državne investicije padle za 9%. Ta država na ta način nima svetle prihodnosti. In naša naloga je, da skrbimo za Primorje Ajdovščino. Ne govorimo o lastništvu, govorimo o delavcih, o tistih, ki znajo delati, o podjetju, ki ima reference, o podjetju, ki je praktično edino sposobno konkurirati na javnih mednarodnih razpisih za gradbena dela. Ali bomo mirno gledali, ko nam bo cela panoga izumrla? Ali bomo potem enako govorili, kot je bilo z Muro, 10 let se ni vedelo, kaj z njo, dokler je nismo zmanjšali
na 25%. In še enkrat, draga tovarišice in tovariši, jaz sem ponosen tudi, da govorim pred vami. Ponosen sem, da lahko mirno živim parolo delu, čast in oblast. Če nisem dober, me zamenjajte. In enako ne velja za vsakega med nami. Ampak tisto, kar je slabo, ali smo pripravljeni spoštovati sočloveka, sodelovati z njimi, ali smo pripravljeni govoriti o vrednotah, kajti človek, ki nima dela, izgubi tudi svoje samospoštovanje. In naša naloga je, da ta praznik proslavljamo in rečemo delu, čast in oblast. In živel 1. maj! Čaka nas še en velik praznik, praznik Ljubljane, mesta heroja. Vidimo se 9. maja. Hvala za vaš obisk in srečno. Hej, brigade, hitite, razpodite, zatrite, pozidavce slovenskih domov. Hej, mašinca, zagodi naj odneva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zagodi naj odneva, posodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Jeso meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad in ne mej. Posle menjih omačnih in pograbah, premačnih se od zmage do zmage naprej. Posle menjih omačnih in pograbah, premačnih se od zmage do zmage naprej. Čez poljane požgane, tja do bele Ljubljane, naša vojska prodre kot vihar. Dokler tu so brigade, ko zemljo nam ukrade, na Slovenskem smo mi gospodar. Dokler tu so brigade, ko zemljo